Pozdravljeni novinarji, predstavniki medijev, ki ste danes tukaj z nami in seveda vsi tisti, ki nas spremljate tudi preko spletne platforme Zoom. Dobrodošli na novinarski konferenci družbe Equinox Nepremičnine, ki pravzaprav ne bi mogla potekati drugje kot v tej prečudoviti ljubljanski nepremičnini kavarni Union, ki je del hotela Grand Hotel Union in se nahaja na prestižni lokaciji Miklošičevi cesti 1 v samem strogem centru Ljubljane, le nekaj korakov od Prešernovega trga. Grand Hotel Union, kavarna Union, vse to spada pod nepremičninski portfelj družbe Equinox Nepremičnine in to je pravzaprav pomemben del zgodbe, ki vam jo bomo danes predstavili. Razlog za to novinarsko konferenco je seveda za predstavnike družbe, ki so se na ta trenutek nekaj časa že pripravljali, pa tudi za vas, strokovno, kot tudi širšo javnost v Sloveniji, res nekaj prelomnega. Z nami bodo o tej temi spregovorili naslednji sodelujoči. Najprej predstavnika družbe Equinox Nepremičnine, direktor in partner v družbi ter gonilna sila tega projekta, Matej Rigelnik, partner v podjetju Primož Jagarinec, ki je tudi odgovoren za odnose z investitorji, ter magister Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze. Za njega, verjamem, je to tudi poseben trenutek, pa nam bo mogoče malo kasneje povedal več o tem. Pred dogodkom pa smo posneli tudi pogovor z Mitjo Tomažinčičem, direktorjem investicijskega bančništva v NLB, ki je sodeloval pri tem zahtevnem procesu vstopa družbe Equinox na Ljubljansko borzo. Srečanje bom povezovala Milica Kopanja-Šircelj, ki vodi marketing v družbi Union Hotels Collection. Glede na to, da je dogodek hibridne narave, pa bi vam podala še nekaj informacij in sicer po nagovorih in predstavitvah vseh sogovornikov bodo na voljo trenutek, ko boste postavljali svoje vprašanja. Vsi tisti, ki ste tukaj, do vas bo prišla hostesa, ko boste dvignili roko. Prosim, da se takrat predstavite in zastavite svoje vprašanje. Vsi tisti, ki ste z nami preko spletne platforme, pa prosim postavljate vaše vprašanje v spletno rubriko Klepet. Kasneje, po koncu novinarske konference, bomo prebrali. Zdaj bi pa kar začela in predala besedo Mateju Rigelniku. Matej, izvolite. Ja, lep pozdrav še iz moje strani. Pred začetkom te naše predstavitve bi morda poudaril to, da je bil sam proces oddelitve družbe in tega, kar predstavljamo danes, dolgotrajen postopek, mogoče celo bistveno bolj zapleten postopek, kot smo si ob samem začetku projekta zamislili. Predvsem iz nekega regulatorno-zakonskega vidika, z komunikacijo z vsemi deležniki, ki so bili potrebni za to, da smo ta projekt pripeljali do te faze, v kateri trenutno smo. V začetni fazi smo napovedali, da bi nekako Equinox uvrstili na Ljubljansko borzo v septembru leta 2021. Ta proces se je zavlekel do danes, ko bomo tudi uradno povedali, kdaj in kako bomo začeli trgovati na Ljubljanski borzi. Gre sigurno za enega največjih korakov v zgodovini te družbe. Družba, ki je z Grand Hotelom Union nekako nastala leta 1905, že takrat, morda še to poudarim, je bila v lasti gradbeno-nepremičninske družbe, se pravi, že takrat je bila nepremičnina v lasti nepremičninske družbe, že leta 1905, potem je zaradi okoliščin, ki so se dogajale v 20. stoletju, ta poslovni model nekako propadel in družba je potem z samo privatizacijo v 90. letih spet postala hotelska družba. In potem smo se leta 2017 prvič odločili in leta 2021 oziroma leta 2022 izvedli oddelitev nepremičnin iz družbe Union Hoteli in to družbo transformirali v družbo Equinox, kar predstavljamo danes in katere delnice se bodo uvrstile na Ljubljansko borzo. Morda naj v tem trenutku še poudarim, da gre sigurno za največji korak ali pa da je izjemno velik korak za družbo samo. Verjamemo pa, da ta korak ni pomemben samo za družbo samo, ampak je pomemben za neko širšo okolje, v katerem živimo in v katerem funkcioniramo, se pravi za slovenski kapitalski trg, za vse, kar se dogaja z
ostalimi podjetji, ki morda razmišljajo, da bi delnice ali deleže v svojih podjetjih oziroma lastniki, da bi delnice in deleže v svojih podjetjih prodali. Verjamemo, da bomo s tem, ko bomo mi uvrstili vrednostni papir oziroma našo delnico na Ljubljansko borzo, da bo temu sledilo še veliko podjetij. Baje pa se zapomnijo samo tistega, ki je bil prvi. Tako da uradni začetek naše kotacije in vstopa na Ljubljansko borzo bo konec meseca januarja, se pravi 31. januar ob 2022. Za delnico, po mojih informacijah, se bo začelo, mislim, da se Ljubljanska borza odpre 9:15, se pravi ob 9:15, 31. januarja 2022 bo ta delnica nepremičninske družbe Equinox prvič kotirala na Ljubljanski borzi. Zakaj je to pomembno? Zakaj je ta celoten vidik nepremičninske družbe pomemben? Je to, ker bo to prva zasebna nepremičninska družba, ki bo kotirala na Ljubljanski borzi. Je ena prvih kotacij strani privatnih investitorjev, ki so se odločili, da bodo uvrstili vrednostni papir na borzo. V vsem tem času, od leta 1993-1994, smo v bistvu priča trendu, kjer so se delnice in izdajatelji umikali iz Ljubljanske borze, mi pa smo se odločili za obratno pot in uvrstili to delnico pač na Ljubljansko borzo. Specifika tega projekta je še to, da smo kot prva družba iz ene družbe naredili dve in celoten nepremičninski portfelj prej Union Hotelov udelili v družbo Equinox. Takšen poslovni model je v tujini prisoten že vrsto let. Združene države Amerike so takšen poslovni model uvedle že v 60. letih prejšnjega stoletja. Evropa, praktično vse države so to uvedle v začetku let 2000, se pravi že pred več kot 20 leti. Poslovni model, kjer bi se hkrati izvajale operacije in hkrati nepremičnina v eni družbi, je praktično prisoten samo še južno od Kolpe, v zahodnih in severnih državah Evrope in sveta pa tega praktično ni. Zakaj so se Američani takrat odločili za to in zakaj so se tudi v Evropi odločili v 2000, da grejo s takimi projekti v javnost, je to, da se je ta naložbeni razred demokratiziral, se pravi, da je lahko vsak vlagatelj participiral z nakupom delnic oziroma vrednostnih papirjev teh družb na ekonomski dobrobiti teh podjetij, ki so imele v lasti portfelje in nepremičnine. Tako da nam je zelo pomembno sporočilo, ki bi ga radi še enkrat poudarili, to, da gre za demokratizacijo vlaganj v nepremičnine in da gre za nov nepremičninski razred, ki bo kotiral na Ljubljanski borzi. Demokratizacija predvsem zaradi tega, ker so nepremičnine z vidika zneskov, ki jih vlagatelj mora nameniti v samo nepremičnino, zelo problematične, ker gre za relativno visoke zneske in si vlagatelji ne morejo privoščiti nakupa. V našem primeru in v primeru nepremičninskih družb na splošno pa je seveda možno participirati na ekonomski dobrobiti nepremičnin, ki jih ima ta družba v lasti z nakupom ene same delnice. Se pravi, ni potrebno vlagati 100 000 evrov, se ukvarjati z dolgotrajnimi postopki nakupa teh nepremičnin, notarski zapisi in vse, kar je povezano s tem, potem dolgoročnega ukvarjanja s temi nepremičninami, ampak lahko vlagatelj z nakupom ene delnice, kar je zelo enostaven postopek, se pravi nekako to, kar smo preverili, trgovalni račun se v Sloveniji lahko odpre v 5 do 10 minutah in lahko vlagatelj že v tako kratkem času v bistvu kupi delnico in ta delnica ima v lasti nepremičnine in na ekonomski dobrobiti teh nepremičnin in te dejavnosti nepremičninske seveda vlagatelj potem lahko participira. Naj še enkrat poudarimo v izogib slehernemu dvomu, da družba Equinox ni investicijski sklad, ampak gre za klasično nepremičninsko družbo. To je ustaljen poslovni model, ne samo v Združenih državah Amerike, ampak predvsem v Evropi. Se pravi, v Evropi imajo določene države sprejeto zakonodajo, ki omogoča formacijo teh investicijskih skladov, nepremičninskih investicijskih skladov, ampak pretežni del Evrope, recimo če pogledate Nemčijo, Avstrijo, ima urejeno to na način nepremičninskih družb, se pravi Equinox je izjemno podoben nemški Vonovi, največji nepremičninski družbi v Evropi.
V izogib dvomu, da smo investicijski sklad, še enkrat to poudarjamo, da ne gre za družbo, ki bi bila investicijski sklad, ampak gre za navadno delniško družbo, smo se pa tekom tega postopka uvrstitve delnic na Ljubljansko borzo odločili in zaprosili za članstvo v največjem združenju, Evropskem združenju evropskih kotirajočih družb in bomo z prvim dnem kotacije, se pravi z 31. januarjem, postali polnopravni član vseevropskega združenja kotirajočih nepremičninskih družb. Tako kot sem že prej opisal, v skladu z našo strategijo pač, da razvijamo to nepremičninsko dejavnost dolgoročno. Vizija in perspektiva razvoja te družbe, želimo postati ne samo, da bomo prvi, ampak želimo postati in ostati največja nepremičninska družba, ki bo kotirala na Ljubljanski borzi. Zakaj je velikost pomembna? Velikost v podjetništvu in v podjetjih nasplošno in v družbah, ki kotirajo na borzah, pomeni predvsem stabilnost. Večje družbe so bolj stabilne, kot so manjše družbe, se pravi na trgih dosegajo manjšo nestanovitnost, imajo boljše in dolgotrajnejše vire financiranja in seveda dosegajo ustrezne ekonomije obsega. Se pravi, če se vi ukvarjate z enim stanovanjem, ki ga imate v svojem portfelju oziroma ki ste ga naložbeno kupili, ali pa imate 100 stanovanj, seveda se ta ekonomija obsega nekje pozna in za ekonomijo obsega tudi pri nepremičninski dejavnosti, razvoju nepremičnin, oddajanju teh nepremičnin, seveda dobimo ustrezne ekonomije obsega, kar pomeni, da lahko za vlagatelje dosežemo boljše donose, kot če bi ta družba bila manjša. Se pravi, želimo ostati in postati največja nepremičninska družba, že kot taka, z vsem tem, kar je bilo opisano, pa bomo seveda prvi, ki bomo kotirali na Ljubljanski borzi. Ena specifika naše družbe oziroma družbe Equinox je, da ima v samem statutu izjemno transparentno navedeno, določeno, da bo izplačevanje dividend v višini 90% dobička. Mi smo preverjali, pa v Sloveniji nismo našli družbe, ki bi imela podobno dikcijo v temeljnem ustanovitvenem aktu družbe, se pravi, da se družba že sama zaveže in investitorjem pristavi način poslovanja in način izplačevanja dobička, se pravi, Equinox bo dolgoročno izplačeval vlagateljem dividendo v višini 90% dobička. Kar se tiče same delnice in referenčnega tečaja, po kateri bo delnica začela kotirati na Ljubljanski borzi, bo leta razkrit naslednji petek. Ob 10. uri bomo preko naših spletnih medijev in siceršnjih medijev sporočili ceno prvega referenčnega tečaja, po katerih se bo vrednostni papir uvrstil na Ljubljansko borzo 31. januarja 2022 ob 9:15 bo takrat se zgodila prva kotacija, ampak referenčni tečaj in vrednosti delnice pa bo razkrita v petek, se pravi prihodnji petek ob 10. uri. Toliko na kratko nekako v ustroju, v neki krajši zgodovini in o vseh korakih, ki smo jih v preteklosti počeli, zakaj smo se danes tukaj zbrali, kaj so naše nameni, kakšna je naša vizija poslovanja in zakaj mislimo, da je to dober projekt. Pa če dovolite, bi morda še parafraziral neko staro misel, da je to sigurno izjemno velik korak za družbo samo, da je pa velik tudi za neko širšo okolje in prostor, v katerem živimo. Zato bi zdaj besedo rad še predal Primožu, da na kratko predstavi še sam nepremičninski portfelj družbe Equinox. Lep pozdrav še v mojem imenu. Matej, hvala najprej. Jaz vam bom predstavil na kratko nepremičnine, ki so v lasti družbe, povedal besedo ali dve v samem vrednotenju omenjenih nepremičnin, pa za začetek predlagam, da si mogoče pogledamo krajši video. Equinox, središče hotelskih in poslovnih nepremičnin v Ljubljani ter najbolj centralno pozicioniran nepremičninski portfelj v glavnem mestu katerekoli članice Evropske unije. V povprečju so vse nepremičnine oddaljene manj kot 300 metrov od Prešernovega trga. Portfelj Equinox vključuje 4 hotele in 4 poslovne stavbe, ter je lahko središče tudi vaših naložb.
Tako, kot ste videli, nepremičninski portfelj družbe obsega 8 večjih nepremičnin, od tega so 4 hotelske in 4 poslovne. Gre za preplet, po našem mnenju, nepremičnin, ki so neločljivo zgodovinsko povezane tudi s slovensko identiteto, kot je primer Grand Hotela Union, pa vse do najsodobnejše opremljenih poslovnih prostorov, kot je primer poslovne stavbe Nomago. V prispevku je bilo omenjeno, da gre za zelo centralno pozicioniran nepremičninski portfelj, se pravi v samem središču našega glavnega mesta. Radi bi izpostavili, da je izhajajoč iz revidiranih izkazov družbe na dan 30.6. ocenjena poštena vrednost omenjenih nepremičnin 101 milijon 264 tisoč evrov. Tole je še grafični prikaz, kjer se vse omenjene nepremičnine nahajajo, kot izhaja tudi iz slike. Če bi se tukaj sprehodili v radiusu 300 metrov, so vse skoncentrirane v najožjem središču našega glavnega mesta, tako da mi ocenjujemo, da gre za izjemno kakovosten nepremičninski portfelj, ki je seveda na ekskluzivnih lokacijah. Omenjeno družba vseh omenjenih 8 nepremičnin je velikih oziroma predstavlja 65 tisoč kvadratnih metrov v samem središču. Kar bi pa radi še posebej poudarili, pa je, da je preračunana vrednost, ocenjena poštena vrednost delnice 56,5 evra. Kar pomeni, to ni prvi referenčni tečaj, ki ga bomo objavili naslednji petek, ampak to je v poslovnih knjigah družbe revidirano na dan 30.6. Za morebitne vlagatelje oziroma za ljudi, ki bodo razmišljali, ali bi se pridružili tej naši nepremičninski zgodbi, pa je pomembna informacija, saj za nam se zdi pomembna, da je preračunana vrednost kvadratnega metra, ki jih ima družba v svojih knjigah, 1580 evrov. Hvala, Primož in Matej, za vajin vpogled v nepremičninsko družbo Equinox. Zdaj bi pa besedo predala še našemu tretjemu današnjemu sogovorniku, magistru Alešu Vipavcu, predsedniku uprave Ljubljanske borze, ter ga povprašali, kaj pomeni vstop družbe Equinox nepremičnine na Ljubljansko borzo, ali to pomeni začetek nekega novega obdobja za vašo borzo? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu Ljubljanske borze. Zame osebno sicer neko novo obdobje oziroma začetek nekega novega obdobja je pomenil IPO NLB-ja leta 2018, ki je bil prvi tak pozitiven dogodek po zelo dolgem mračnem obdobju na slovenskem kapitalskem trgu. Kljub vsemu pa današnji dogodek z vidika začetka nekega novega obdobja je z določenega vidika absolutno dogodek, ki se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodil na slovenskem kapitalskem trgu, in to je, da družba, ki prihaja na borzo, ne prihaja z naslova privatizacije, kot je bila to praksa v večini oziroma skoraj vseh dozdajšnjih kotacijah, ampak gre za odločitev lastnikov družbe, da se samovoljno odločijo oziroma so se samovoljno odločili priti na Ljubljansko borzo in ponuditi svoje delnice tudi širši publiki. Se pravi, gre za prvi tovrstni primer, to je sicer v drugih državah praksa, ampak v Sloveniji takemu primeru z eno svetlo izjemo še nismo bili priča. Tako da bi na tem mestu tudi čestital vodstvu družbe in pa seveda lastnikom družbe za smelo odločitev, namreč po vsej verjetnosti niste izbrali najkrajše, najlažje oziroma najenostavnejše poti. Me pa veseli, da je družba izbrala pot preko Ljubljanske borze, kar pomeni, da smo danes tukaj na tiskovni konferenci v stavbi, ki je v slovenskih rokah in bo tudi v prihodnje vsaj večinskem delu ostala v domačih rokah, kar je običajno kar velik problem pri ostalih družbah, ko želijo lastniki izstopati iz lastništva oziroma pridobivati nek kapital, se po mojem mnenju vse prehitro pogledujemo proti tujini in prodajamo podjetja, čeprav je moje mnenje tako, da to je popolnoma nepotrebno, ker imamo v Sloveniji dovolj in kapitala in znanja,
da ostanejo družbe vsaj v večinskem slovenskem lasti, da ostajajo sedeži podjetij v Sloveniji in pa seveda, da ostaja znanje v Sloveniji in na ta način lahko s pomočjo kapitalskega trga tudi realizirajo svojo zastavljeno strategijo in se širijo po regiji in dejansko lahko v domačem okolju ustvarjamo neke regijske prvake. Tako da, ja, za Ljubljansko borzo je to absolutno, bom rekel, pa tudi širše za slovenski kapitalski trg je to neke vrste praznik, tako da se zelo veselimo kotacije 31.1. In seveda dobrodošli takrat na borzi. Najlepša hvala, magister Aleš Šipavec, za ta pojasnila. Nažalost, naš četrti predvideni sogovornik zaradi bolezni danes ni z nami, smo pa zato posneli pogovor z Mitjo Tomažinčičem, direktorjem investicijskega bančništva pri NLB, in prosim, da si pogledamo videoposnetek. V Novi Ljubljanski banki se zavedamo pomena domačega kapitalskega trga, zato vedno zelo radi sodelujemo pri projektih, ki pripomorejo k razvoju in prepoznavnosti našega trga. Brez dvoma je med tovrstnimi projekti tudi uvrstitev delnic družbe Equinox na Ljubljansko borzo. Jasno je namreč, da Ljubljanska borza za svoj razvoj potrebuje nove in nove kotacije atraktivnih finančnih inštrumentov, ki po eni strani širijo nabor naložbenih možnosti za vlagatelje, po drugi strani pa uspešnost kotacije pomeni tudi spodbudo za ostale izdajatelje, da temu sledijo. Skratka, če sklenem misel, zelo smo zadovoljni, da z družbo Equinox sodelujemo pri uvrstitvi njihovih delnic na Ljubljansko borzo. Menimo, da je to korak v pravo smer in verjamemo, da nas v naslednjih mesecih čaka zelo živahno trgovanje. Dobro, najlepša hvala vsem sodelujočim za pojasnila in informacije. Pa mogoče preden gremo na vprašanja, še nekaj pomembnih pojasnil. Mogoče Matej, da vas vprašam, kako bo pa določena vstopna vrednost delnice? Seveda prava cena delnice bo na koncu stvar ponudbe in povpraševanja na trgu. Referenčni tečaj delnice pa smo definirali nekje na sredini med knjigovodsko vrednostjo, ki je v knjigah cirka 22 evrov, in pošteno vrednostjo, ki je Primož razkril, ki smo jo upravili na podlagi cenitve na dan 30.6. in znaša cirka 56 evrov, se pravi nekje na polovici te vrednosti bo ta cena določena. Dobro, pri nakupu delnic ponavadi obstajajo tudi neka določena tveganja. Zdaj, kot vemo, v vašem portfelju je veliko podjetij, vaših najemnikov, ki delujejo na področju turizma, pa mogoče še kakšna beseda o tem? Seveda, družba Union Hoteli kot predhodna družba, iz katere je nastala družba Equinox, se je v letu 2020 soočala s precejšnjimi težavami povezanimi s turizmom zaradi COVID krize. Smo pa že v družbi Union Hoteli prej zelo preudarno gospodarili, se pravi izjemno konzervativna struktura kapitala, izjemno visoka likvidnost, kar nam je omogočilo, da smo to krizo premogli in premagali praktično brez dodatnega zadolževanja in smo kljub temu izpeljali vse investicijske projekte. Zelo pomemben vidik tega je, da mi nimamo v lasti samo hotele. Hoteli predstavljajo cirka 85–80% celotne vrednosti, 20% pa predstavljajo tudi druge naložbe, se pravi naložbe, ki niso vezane na hotelski sektor, predvsem pisarne in drugi poslovni prostori. Na trgu tudi aktivno iščemo alternativne naložbe, se pravi, ki ne bi bile povezane s hoteli, in dolgoročna vizija absolutno je, da diverzificiramo ta naložbeni del, se pravi ta portfelj družbe oziroma premoženje družbe še iz tega hotelskega dela na druge nepremičnine. In res je tudi, da se trendi v turizmu obračajo, enkrat bo virusa vendarle konec in okrevanje znotraj nepremičninskega dela, če pogledate vse nepremičninske segmente, se pravi pisarne, nakupovalne centre in tako naprej. To so vse naložbeni razredi, ki so vezani z nekimi zelo dolgoročnimi pogodbami, se pravi imajo z najemniki sklenjene zelo dolgoročne pogodbe, kar pomeni, da v slabih časih manj zanihajo navzdol, v dobrih pa ne participirajo na tej rasti, medtem ko hotelski del je izjemno fleksibilen, se pravi, ko se enkrat povpraševanje popravi, se tudi hitro lahko
posli začnejo sklepati, se pravi kupci oziroma turisti lahko pridejo in hoteli lahko te cene regulirajo in jih premikajo, kar pomeni, da lahko to okrevanje lahko zelo hitro in to tudi vidimo v Ljubljani, se pravi nekje od meseca marca, aprila so te obeti bistveno boljši in tudi leto 2021 je bilo bistveno boljše, kot je bilo leto 2020. Tako da mi smo optimistični. Optimistični smo zaradi tega, ker vemo, da delamo pravo stvar, ker vemo, da gremo v pravo smer in seveda ob tem bomo pa vedno, to je bila že nekako rdeča nit te družbe prej in bo ostala tudi v prihodnje, preudarno gospodarili, se pravi ne prevzemali prevelikih tveganj, ker to ni potrebno in ta tveganja seveda ustrezno analizirali, ker le s takšnim načinom lahko vlagateljem in vsem ostalim deležnikom dolgoročno zagotavljamo dobre ali pa boljše donose, kot smo jim morda zdaj priča trenutno v Sloveniji, kjer se z nekih špekulativnih vidikov te nepremičnine kupuje za 80-90% finančnega vzvoda. Mi imamo strukturo postavljeno trenutno na nekje 5-6%, se pravi naš finančni vzvod je izjemno nizek, kar pomeni, da bomo lahko dolgoročno obstali, ne glede na to, ali bo COVID še trajal 5-6 let, verjamemo, da ta družba v stanju normalno preživeti in razmisli tudi v primeru, če bi COVID postal nek trajni mehanizem, ki bi oviral turistične tokove in tako naprej, da te obstoječe nepremičnine morda izkoristimo in jih uporabimo za kakšen drug namen. Hvala lepa. Pa mogoče še zadnje vprašanje za magistra Aleša Ipavca. Kako bo pa praktično potekal ta nakup in trgovanje z delnicami, predvsem z vidika malih in srednje velikih delničarjev, ki prej niso imeli možnosti vstopa v nepremičninski naložbeni razred? Ja, če se malce pošalim, letos marca na Equinox se z delnico Equinoxa ne bo dalo trgovati, ker je nedelja. K sreči imamo dvakrat na leto enakonočje, tako da septembra 22., ko je četrtek, se bo lahko tudi z Equinoxom trgovalo na borzi. Skratka, šalo na stran, da odgovorim na vaše vprašanje, kar je bilo že prej omenjeno. Ne gre za sklad, gre za čisto običajno delniško družbo in tudi trgovanje je popolnoma identično, kot je trgovanje z vsemi ostalimi družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Se pravi, za tiste, ki že imajo odprte trgovalne račune, tudi verjetno poznajo mehanizme, imajo svoje borzne posrednike, ki jih kontaktirajo, dajo naročila za nakup delnice. Za vse tiste, ki se s tem soočajo prvič in nimajo nekega svojega izbranega borznega posrednika, lahko listo vseh borznih posrednikov na Ljubljanski borzi najdejo na naši spletni strani ljse.si, se dogovorijo za sodelovanje, kot je bilo že prej rečeno, samo odpiranje trgovalnega računa je relativno enostavno in kratko in ko imate enkrat odprt trgovalni račun, je tudi sam nakup in prodaja delnice zelo enostavna. Se pravi, postopek popolnoma identičen, kot bi kupovali ostale naše družbe, kot so Krka, Petrol in tako dalje. Seveda pa si želimo, to je bilo pa tudi omenjeno, da bi v prihodnje se zakonodaja na tem področju v Sloveniji sprejela in da bi omogočala tudi postavitev kakšnega nepremičninskega sklada, kar je bil tudi prvoten namen družbe, ki smo ji danes priča. Tako, mogoče še Matej. Samo na to zadevo, kar je Aleš povedal, navežem. Mi smo ta projekt seveda naredili zaradi tega, ker menimo, da je dober. Imamo pa mi seveda tudi 300 oziroma 280 malih delničarjev in prejšnja družba, se pravi Union Hoteli, trgovanje na Ljubljanski borzi je bilo zelo omejeno, ker je lastniška struktura precej zaprta in mi s tem projektom seveda aktivno želimo zasledovati, da se bo z vrednostnim papirjem in z delnico Equinox na borzi v čim večji meri trgovalo, da bo to lastništvo bistveno bolj razpršeno, kot je bilo to v preteklosti in s tem tudi manjšim delničarjem omogočamo izstop ali pa nakup vrednostnih papirjev oziroma naših delnic po cenah in po ustreznih cenah in seveda zagotavljamo na trgu neko likvidnost, ki bo vlagateljem omogočala bolj enostaven nakup recimo delnic in participacijo na tem nepremičninskem delu, ki sem jo opisal prej, kot je to
kot je trenutno to mogoče z nakupom same nepremičnine. Se pravi, naša politika bo absolutno zasledovala cilj tudi za manjše delničarje in male delničarje, da bodo lahko te vrednostne papirje kupili in prodajali na trgu in da se bo z našo delnico oziroma z delnico družbe Equinox v čim večji meri trgovalo. Dobro, mislim, da smo kar izčrpno podali informacije. Zdaj pa seveda čas tudi za vaše vprašanja. Bi samo ponovila, torej vsi mediji, predstavniki medijev, ki ste danes tukaj z nami, vas prosim, da dvignete roko, se predstavite, hostesa bo prišla do vas in boste lahko zastavili vprašanje. Vsi tisti, ki nas spremljate prek spleta, pa lahko svoje vprašanje zastavite v spletni klepetalnici in potem bomo odgovorili tudi na njih. Tako da izvolite, prosim. Ivan Boteri, Združenje turističnih novinarjev Slovenije. Mene zanima nekako naprej, a imate ambicije tudi za naložbe v tujini, potem a pričakujete, mislim, da na Ljubljanski borzi, da se pojavi tudi pač nakupi iz tujine oziroma lastniki nepremičnin, ki so sicer lastniki nepremičnin v tujini in da bodo kupovali tudi na vaše delnice. Kar se tiče družbe Equinox in ustroja družbe Equinox, to, kar je Aleš omenil, se mi zdi zelo dobra iztočnica. Seveda, mi smo slovenska družba, smo v prostorih, ki so tesno povezani s slovensko zgodovino, se pravi, verjamem v neko slovensko zgodbo in primarni cilj družbe je, da investiramo v Slovenijo, podpiramo slovenske projekte, seveda s tem vlagateljem zagotavljamo ustrezne donose, tako da mi bomo primarno širili ta portfelj, seveda izven hotelov v Sloveniji in v okolju, v katerem funkcioniramo in tudi nagovarjamo seveda slovenske vlagatelje, da vstopajo v lastniško strukturo te družbe. Seveda vedno so dobrodošli tudi tuji vlagatelji, ker družba bo ena prvih v regiji, ki bo takšen poslovni model pripeljala na borzo, tako da želimo vseh vrst vlagateljev. Je pa res, da nekako rdeča nit vse zgodbe, ki jo vodimo, je slovenskim portfeljem, z slovenskim lastništvom. Tudi Republika Slovenija trenutno je drugi največji delničar posredno preko kapitalske družbe v družbi Equinox in s tem projektom seveda zagotavljamo ustrezne donose in izpolnjujemo tudi njihov del pričakovanj, kar se tiče kotacije te družbe na Ljubljanski borzi. Se pravi, če povzamem, dobrodošli so absolutno vsi, verjamemo, da imamo dobro strukturiran portfelj in da imamo dobro strategijo in da bomo lahko slovenskim vlagateljem in slovensko zgodbo seveda s to kotacijo še nadgradili. To se pravi prioriteta Slovenija, ampak tudi je zaznati interes v regiji, oziroma vaš in tudi regije za vas. Absolutno je interes tujih investitorjev za vstop v družbo. Obstaja, vedno je obstajal. Verjamemo pa, da lahko preko slovenskega ali pa razpršenega slovenskega lastništva ta družba ostane v nekako slovenskih rokah in se razvija tako, kar je Aleš rekel, se pravi, da ostane v slovenskih rokah in da podpiramo neko slovensko in lokalno zgodbo. Se pravi, da sta oba scenarija mogoča. Hvala. Mihajlo Todorov, Kapital. Jaz imam pa dva vprašanja. Prvo bi bilo, kakšen delež družbe bo šel v kotacijo, drugo pa v bistvu tudi, kako ustvarjate dobičke oziroma če lahko mogoče predstavite rezultate za prejšnje leta, na kratko. Ja, hvala za vprašanje. Na borzo se bo uvrstilo seveda 100% kapitala. S kakšnim delom kapitala se bo trgovalo, je seveda stvar razmer, ki bodo vladala takrat na trgu, tako da zelo nehvaležno je, da to napovem, ampak nekako ideja in vizija je, da se lastniška struktura absolutno razprši, se pravi, da pride večji delež manjših vlagateljev in da se obstoječa dva velika delničarja, ki sta Axor Holding in ki sta kapitalska družba, se pravi Republika Slovenija posredno preko kapitalske družbe, da se delež obeh lastnikov zmanjša. Koliko zmanjša, je kot rečeno težko napovedati, ampak absolutno zmanjša in da vstopijo v to manjši vlagatelji. Kar se tiče rezultatov poslovanja, mi smo
medletne rezultate poslovanja objavili na Ljubljanski borzi. Res je, da družba nima zgodovine, ker je nastala šele 3. maja 2021 in mi smo objavili medletne rezultate samo od 3.5., se pravi od 3. maja do konca meseca junija. Je pa družba v letu 2021 poslovala pozitivno in dosegla in presegla cilje, ki si jih je zastavila. Glavno leto poslovanja bo seveda, ker bo celotno leto koledarsko, bo leto 2022. In smo optimistični, da bo leto dobro in da bomo dosegli zastavljene cilje. Še kakšno vprašanje? V redu, dobili smo tudi vprašanje prek spletne klepetalnice in sicer, kaj se dogaja z načrtovano dokapitalizacijo? Ja, to je bil prvotni plan, da bi družba izdala nove delnice in s tem zagotovila kapitalsko strukturo, ki bi bila bolj razpršena, kot je trenutno, se pravi, da bi oba prevladujoča lastnika, Kapitalska družba in Axor Holding, zmanjšala delež in bi to storili preko izdaje novih delnic. Strategija se je v povezavi s tem, da ustrezna zakonodaja ni bila sprejeta, kar se tiče skladov, in komunikacija z Agencijo za trg vrednostnih papirjev je pa šla v to smer, da smo se odločili, da bomo na borzo uvrstili samo delnice in da bosta oba prevladujoča lastnika, tako Axor Holding kot Kapitalska družba, te delnice postopno na borzi odprodajala in s tem zmanjševala lastništvo v družbi Equinox in spuščala v strukturo nove vlagatelje. Mislim, da imamo še eno vprašanje, pa če mi pustite kar spletno klepetalnico, pa bomo tam prebrali. Hvala. Bo šlo 31.1.2022 za klasično trgovanje z obstoječimi delnicami ali bo družba izdala nove delnice in bodo le-te na voljo na borzi? Trgovalo se bo z vsemi obstoječimi delnicami, se pravi približno 1.793.000 delnic, ki jih ima družba izdanih, bo kotiralo na Ljubljanski borzi. Je pa seveda na koncu stvar povpraševanja in ponudbe in vprašanje cene, ki se bo takrat pač formirala na borzi. Tako da trgovalo se bo nad borzo bo uvrščenih 100% delnic, to, kar ste vprašal prej, ampak stvar trgovanja je pa potem, kakšen delež teh delnic se bo kupil ali pač prodal na borzi. V redu, spletnih vprašanj ni več, tudi tukaj z nami, in bi počasi zaključili s to novinarsko konferenco. Kot vidite, v čudoviti dvorani smo danes in kar smo danes izvedeli, lahko tudi vsi, torej jaz ali vi, postanemo tudi njeni ekonomski solastniki. Dobro. Današnji sogovorniki vam bodo tudi na voljo potem seveda za posamične izjave, vkolikor boste želeli posneti kakšen intervju z njimi. Vse informacije vam bomo poslali pa tudi po končani konferenci prek spleta, torej informacije za javnost, kjer so ključni podatki z današnje predstavitve. Zdaj na koncu pa seveda vabljeni tudi, da se malce podružimo in kaj skupaj pojemo. Hvala lepa in nasvidenje.